zgodovina zelo vpliva na to, kako so ljudje še danes. Potem seveda vsa ta izročila, koliko je tradicija močna, prisotna, ne? Če je tradicija, da jo ohranjajo iz generacije v generacijo, potem ima dejansko še vedno zelo močen nacionalni pomen in videz, ne? So ljudje še vedno vsi podobni svojim prednikom. Tam, kjer je pa ta globalizacija zelo zarezala, kar jaz vidim za recimo spremembe v Afriki, ne, so očitne, internet, telefoni, da so ljudje začeli se bolj oblačiti zahodnjaško. Ta zahodna globalizacija se mi zdi, da je največja škoda naredila v resnici avtohtonosti ljudstvom. Tudi množični turizem je na nek način umazal, lahko rečem, ta svet, ki je bil prej toliko bolj pristan. Zdaj, kam bo to šlo, je težko napovedati, definitivno je pa globalizacija naredila svoje. No? In to, da je človek stopil že na najbolj neodkrite delčke in da vedno bolj posegamo v to notrne. Mene je fascinantno, kaj vem, recimo, ki je v Ekvadorju periodu ali pa kaj takega, ne? Vidiš dve punce, ki sta popolnoma enake, ena v minici pa z minimalno majico, druga pa v tradicionalni pač čisti noši, ki so jo nosili že v 17. stoletju, s klobukom na glavi in zamotana v 50 šalov. Ja, tako. To vse tako. Enako stare. Tako, in točno to je fascinantno, kako vidiš, da se tradicija sreča s to novodobno, globalno podobo, kjer so vsi enaki v bistvu. Ne? Kjer je pač... Kaj pa ti praviš o zakrivanju telesa in obraza pri muslimanih? Recimo, marsikdo od njih, tudi ženske, bo trdil, ne, to je del moje tradicije, moje vere, to je samo zaradi tega, ne pa zaradi tega, ker bi mi to kdo ukazoval. A misliš, da je to res? Jaz sem se v resnici kar nekaj časa ukvarjala s tem, ker tudi meni vedno borba za pravice žensk in deklet bila blizu, sem bila sama neka upornica, ne, da bi smo pač iz nekega zelo emancipiranega dela sveta. In moram reči, da mi je še vedno zagonetka, koliko se res te ženske poistovetijo s temi habajami in da so res pokrite. Po eni strani pravijo, da so svobodne, ker so za 4 stenami se seveda tega osvobodijo in potem je poenostavljeno povedano za 4 stenami razvrat. Po drugi strani je pa, se pa res še vedno je ta degradacija. Ne? Meni se zdi nepojemljivo, da gre ženska na avtobus v Teheranu in da se mora usesti zadaj skupaj z kuški, tako, ne? Moški pa sedijo spredaj. Ne? Ampak to je nekaj tako res zakoreninjenega v teh kulturah, da oni celo verjamejo, da je to tako prav. Ne? S tem, da se seveda to postopno emancipacijo tudi ženske zavedajo, da imajo lahko drugačne pravice, to se tudi borijo za njih, zato so zdaj imajo dobili vozniški izpit, možnost, ne, v Saudski Arabiji. Čeprav jo še vedno slišim, da to je sicer na papirju, ne, v resnici pa se ne spravljajo zelo veliko delati izpitov. In še vedno... Zelo zanimivo je recimo, da ženske iz Emiratov ali pa ne vem kaj, ki so doma zamotane vse možne hidžabe in nikabe in ne vem kaj, če pridejo pa na zahod, se pa lepo oblečejo, tako kot zahodnjakinje. Ja, sej. In poleg tega, kar mi je še bolj zanimivo, da so ponovno ženske tiste, ki ustrajajo, da morajo tam mlade se zamotavati. Da pa ne vem, je to kakšen njihov kompleks, ker če jaz ne smem biti, pa ne morem biti, pa se pa tudi ti ne boš. Ja, mislim, po mojem ta čisto zares psihologija tega osvobajanja duha, kdo se počuti svoboden, je res precej zakomplicirana in tudi relativna. Ne? To je po mojem vsak posameznik bo za sebe mogel povedati. Zdaj, če se te ženske počutijo v teh oblekah varne, ne? In zato, ker imajo pač tudi neke družbene pritiske, je to pač verjetno za sprejeti. Tudi ta dilema je recimo v Franciji, ne? Za tisti, ki hodijo v šole, ali je to v redu ali ni v redu. To so tako res globoke moralne dileme, s katerimi se ne moremo, težko jih s nekimi političnimi ukrepi spreminjamo. Ne? To pač je pač tako, da se spremembe družbene dogajajo počasi, čeprav ta globalizacija je zelo zasegla v naše življenje, ampak bomo videli, kaj bo čez 500 let. Mogoče bo ženske še bolj zakrite, kot so zdaj. Ne? Nekatere stvari recimo že v zahodnem svetu grejo nazaj, ne? Če pogledamo v pravicah žensk. Ne? To je zanimivo. Ne? Kako se v bistvu zgodovina se spirala s to ves čas ponavlja na nek način. Ne? Še bolj fascinantna, malo kritična je to vprašanje recimo obrezovanja žensk. Mi smo bili pri enem plemenu, Samburu, v Keniji, in je z nami govorila ena punca, pač komi nekaj čez 20 let stara, ampak je zelo dobro angleško govorila, veliko boljš, kot vse ostale temu plemenu. In rekla, da so vse obrezane
in da ona tudi ne bi hotela biti neobrezana, ker v spolnosti ne je neki umazanka in s tem se ona noče ukvarjati, da ne vem, ali ne verjamem ali ne. Ampak vem pa recimo, da v Etiopiji imaš pa ogromne plakate po vseh vogalih, ne obrezujte svojih deklet, ampak tradicija je strašanska in oni to pač počnejo zato, ker so vsi ostali. Seveda, potem imaš pa še obrezovanje moških, ki pa tudi ni vsakomur ravno razumljivo. Ne? Ki je pa tudi blizu nas, ne? Je pa to blizu nas. Ja, to so te stvari, ki v bistvu ne bomo nikoli zares imeli odgovora, ker vedno bosta šla tradicija in sodobnost z roko v roki na nek način, je samo vprašanje, katera v določenem času prevlada, pa na katerem koncu, pa zakaj ne. Pa Američani so pa še boljši, ne? Tam se pa obrezujejo ne muslimanski in ne židovski ljudje. In sem tudi slišal dostikrat, da priporočajo zdravniki obrezovanja, ker je to, in to bozga otroka, ki se ne more nič sam odločati. Da je bolj higiensko. Ja. Vsi mogoči načini in razlage so, ne. Pa je samo vprašanje tega, kako si to, ja, kje se samo umestiš samega sebe, ne, znotraj neke družbe, pritiskov družine, pričakovanj. Ja, koliko si lahko svoboden v tem svojem življenju? Ja, na nekaterih forumih Quora, recimo, ne, tam se dostikrat sprašujejo kakšni Američani, zakaj za vraga Evropejci niste obrezani? Mislim, bolj absurdnega vprašanja, težko si ga predstavljam. No, vse Američani imajo kar veliko nekih vprašanj, ki prihajajo k nam z njimi, pa so precej drugače od našega pogleda. Ne? Ja, Američani nasplošno so vredni svojega denarja. Veš kako, da bova zdaj šla pogledati še malo kakšno konkretno tvoje potovanje, ampak za danes ljudje pač nimajo potrpljenja, da bi poslušali več kot 5 minut, tako da bova za danes zaključila. Hvala lepa za tvoj obisk. Hvala tudi vam, če ste nas gledali celih 7 minut, ali koliko jih je bilo. Če pa niste vas čas gledali, potem pa nič hvala. In se lepo imejte do prihodnjič. Adijo.